Drage državljanke, spoštovani državljani, nikoli ne odnehaj in nikoli se ne predaj. Mi v novoletnem voščilu piše slovenski športni šampion Tadej Pogačar. Nikoli ne odnehaj in nikoli se ne predaj. Te navdihujoče besede nagovarjajo vse nas, dobesedno. V čudovitem voščilu namreč poudari pomen vztrajnosti pri doseganju ciljev. Pogačar piše: ne gre za šport, šolo, posel ali politiko. Tekma je tekma in za vsako stvar se je treba boriti. Če nas pri tem vodi jasen cilj in višji namen, je mnogo lažje. Želim nam, piše Pogačar, da bi to zmogli tudi kot narod, saj te vrednote še zlasti potrebujemo v teh nenavadnih časih. Mi občudujemo slovenske športnike in njihove dosežke. Občudujemo njihovo zmagovalno miselnost, ki jo kdaj pogrešamo pri nas samih. Zdaj jo mogoče malček pogrešamo v soočenju s covidom. Zato si moramo pomagati, se spodbujati, vztrajati in skupaj zmagati. Nobeno malodušje ne pride v poštev. Ciljna ravnina je sicer daljša, kot smo mislili, toda zadoščenje, da jo bomo končno zmagovito prečkali skupaj, bo neskončno. V upanju, da se to zgodi čim prej, nam želim odločnost, strpnost in pogum. Srečno Slovenija! Slovenke in Slovenci, sodržavljanke in sodržavljani, dragi rojaki doma, v zamejstvu in po svetu. Zaključuje se še eno leto številnih preizkušenj in tudi težkih odločitev. Časi, ko je ogroženo zdravje ali obstoj naroda, vedno kličejo po enotnosti. Zahtevajo odgovornost in solidarnost. Brez tega v bitkah, ki jih pred nas postavlja življenje, ni zmag. Kot ni uspeha in izjemnih dosežkov brez trdega dela in odrekanj. Ne glede na to, da nas je zdravstvena kriza prignala do robu zmogljivosti, smo v letu, ki se izteka, dosegli tudi številne pomembne zmage. Zmage, ki bodo Slovenijo pospremile na pot največjega investicijskega cikla v zgodovini. V kratkem bo v vsakem kraju videti sadove našega skupnega dela, mnogih pa so ti že vidni. Proračun za naslednji 2 leti, pa tudi vsi ostali zakoni o dolgoročnih investicijah v zdravstvo, šolstvo ali šport, namenjajo sredstva za obnove in gradnje šol, vrtcev, bolnišnic, stanovanj, domov za starejše, cest in športnih objektov, za izgradnjo in obnovo vodovodov, za poplavno varnost in mnoge druge namene v višini investicij, ki jih ne v samostojni Sloveniji doslej niti kadarkoli prej še nikoli ni bilo. Pohvalimo se lahko z enim najhitreje rastočih gospodarstv v Evropi in z najvišjo zaposlenostjo v zgodovini samostojne Slovenije oziroma kadarkoli, na kar smo upravičeno ponosni. Gospodarske napovedi pa so, hvala Bogu, obetavne tudi za v prihodnje. Zaključujemo tudi predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga je zaznamovalo pestro dogajanje v Evropi in po svetu. Kljub izzivom, ki niso bili lahki, smo bili uspešni. Hvala vsem, ki ste v imenu Slovenije odgovorno in vztrajno delali, tako na pripravah, kot v času samega predsedovanja. In hvala vsem, ki ste nas pri tem podpirali. Ob predsedovanju smo zaključili številne dosjeje ter tlakovali pot mnogim projektom za večje blagostanje in varnost ne samo v Sloveniji, ampak v celotni Evropski uniji. Spoštovani, letošnje leto je znova potrdilo, kako dragoceni so ljudje, ki skupno dobro postavijo na prvo mesto. V kriznih razmerah, v katerih zaradi epidemije živimo že skoraj 2 leti, je njihovo delo še pomembnejše. Njim gre naša posebna zahvala in globoko spoštovanje. Želim si, da vsi, ki ste v teh težkih časih reševali življenja in nam v veliki meri kljub vsemu omogočali varno bivanje, veste, da cenimo vaše delo in vaš trud. Hvala vsem,
ki ste v letu, ki se izteka, ravnali odgovorno do sebe in do drugih. V novem letu pa vam želim predvsem zdravja in poguma. Ohranite vero vase in sledite svojim sanjam. Tudi takrat, ko je težko in na nebu ni sonca. Za nočjo pride dan in zimi vedno sledi pomlad. Pomlad je čas za preporod, za nov zalet, za novo stran v knjigi Slehernika in tudi v knjigi slovenske zgodovine. V prazničnih dneh varujte svoje zdravje in zdravje domačih. Podelite z njimi upanje in veselo pričakovanje, da bo leto, ki prihaja, leto vseh dobrih in pogumnih ljudi. Naše leto. Srečno! Dragi prijatelji, drage vsi, leto, ki je za nami, ni bilo najbolj prijazno. Epidemija je doživela svoj vrhunec v Sloveniji in v vsej svoji razsežnosti uspela še bolj načeti naš zdravstveni sistem, utrujenost ljudi od ukrepov in omejitev, poslabšala je vsesplošno razpoloženje. Iskreno se zahvaljujem vsem zdravstvenim delavkam in delavcem, prostovoljkam in prostovoljcem, da požrtvovalno in nesebično skrbite za naše zdravje. Naj nam ostane tudi lep spomin na vse, ki smo jih izgubili v tem letu. Epidemija je zarezala v naša življenja, tudi svet okoli nas se naglo spreminja. V Sloveniji se zdi, da smo s pogosto nesprejemljivo retoriko, škodljivimi dejanji posameznikov dosegli dno. Politika, mediji, družba ne delujejo tako, kot smo si enotno in ambiciozno začrtali prihodnost naše države pred 30 leti. Slovenija danes drvi v napačno smer. V smer, v katero si kot ljudje ne zaslužimo. Pred nami so veliki izzivi, empatija in solidarnost. Sta tisti lastnosti, ki nas naredita človeka. Sta lastnosti, ki celita rane in gradita mostove. Največji izziv, ki nas čaka prihodnje leto, je obuditi zaupanje. Vsak med nami je za to odgovoren, politika na prvem mestu. V prihajajočem letu nam želim predvsem več človečnosti, več povezovanja, skupnih projektov in skupnih zmag. Da se poslušamo in slišimo, da smo strpni, da se spoštujemo, da se združujemo v tistem, kar nam je skupno. Verjamem, da je to prav skrb za zdravje, svoje in zdravje ljudi okoli nas. Prihodnje leto bo tudi leto volitev. Te bodo zgodovinske, kot je bil plebiscit, ljudsko odločanje o samostojnosti naše države. Želim, da najdemo to isto enotnost kot leta 1990 o tem, v kakšni državi si želimo živeti. Želim nam krepitev in obnovo evropskih vrednot, demokracije, pravne države, enakosti in svobode, predvsem pa spoštovanje človekovega dostojanstva. Hvala tudi vsem, ki na kakršenkoli način v teh prazničnih dneh lajšate in lepšate dni vsem tistim, ki so pomoči potrebni. Posebej naši najmlajši bodo veseli vsake majhne pozornosti. Omogočimo vsem lepe praznike. V upanju, da bomo naslednje leto zaključili drugače, brez epidemije, z manj negotovosti, bolj povezani in zadovoljni, vam vsem želim kar se da lepe in mirne praznike. Vesel Božič in srečno novo leto. Spoštovane Kamničanke, spoštovani Kamničani, zaključuje se še eno zanimivo leto. Za občino Kamnik zagotovo uspešno. Začeli smo z gradnjo osnovne šole Frana Albrehta, posodabljamo infrastrukturo in izvedli smo kar nekaj prireditev in projektov. Pa vendar je tudi to leto zaznamovala pandemija COVID-19. Ampak smo, kljub vsemu, tu v Kamniku v tem letu naredili ogromen in izvedli tudi še kar nekaj prireditev, med drugim omenjam Kamfest in še druge. Zato, da smo Kamničanke in Kamničani kljub vsemu in kljub omejitvam lahko živeli dalje in da smo dejansko v našem mestu ostajali ljudje, en drugemu sosedje in prijatelji. Zaključuje se leto, v katerem je vsak dosegel nekaj svojega, v katerem je vsak prispeval en delček svojega tej skupnosti. Na to sem ponosen in zato sem vam hvaležen. Delovali smo v okviru krajevnih skupnosti, v okviru društev, kulturnih, športnih. Aktivna so društva na področju kmetijstva,
turizma in še bi lahko našteval. Prav vsak posameznik daje delček v tej skupnosti, da gradimo boljšo skupnost in boljši Kamnik. Zato sem vam iskreno hvaležen. V letu, ki prihaja, vam želim kot župan občine vsega dobrega. Zadovoljstva, zdravja, sreče in optimizma. Nimajo pa vsi te sreče, da bi imeli v sebi kakšnega. Zato vam polagam na srce, da si vzamemo čas in da ga podarimo za tiste, ki jih imamo najrajše. In pa tudi za tiste, ki nimajo nikogar. Kot župan občine Kamnik vam želim vsega dobrega v letu, ki prihaja. Sreče, zdravja, zadovoljstva in da se vam uresniči vsaj ena tista skrita želja, ki jo imate v življenju. Vse dobro, srečno Kamnik! Vsem gledalkam in gledalcem Gorenjske televizije želim, da naj vas spremlja sreča, pozitivna energija in lepa misel v letu 2022 in skupaj bomo zmogli. Živijo, lepo pozdravljeni. Prav na Silvestrovo imam dobro novico. Dedek Mraz definitivno prihaja v Škofjo Loko. Tako je. Tukaj sem pri vas in danes na Silvestrovo bom obiskal vse otroke, ampak takrat, ko boste šli spat. Čudovita novica za vse, ki nestrpno pričakujete, kaj vam bo Dedek Mraz letos prinesel. Je bilo dobro leto, so bili otroci pridni? Otroci so bili zelo pridni. Pa veš kaj še? Naslikali so mi veliko risbic, hvala vsem otrokom, pa še nekaj vas prosim, pod smrekico mi pustite kakšen piškot, pa malo mlekca, bom zelo vesel. Slišali ste navodila, zdaj pa lepo se skupaj pripravimo na praznovanje in vstop v novo leto, ki naj nam bo vsem srečno in lepo. Tako je, srečno, zdravo in lepo. Bodite dobro in bodite prijatelji. Drage Ljubljančanke, Ljubljančani, spoštovane gospe in gospodje, spoštovane družice in tovariši. V Ljubljani zaključujemo še eno leto, ki je bilo glede COVID situacije neprijazno leto. Imeli smo preveč smrti, preveč vladanja z odloki, preveč sovražnega govora. Ampak vsem tem smo v Ljubljani svetla izjema. Ljubljana, mesto heroj, spoštuje vsakega posameznika. Ljubljana živi skupaj, smo solidarni, sodelujemo in si pomagamo. In v Ljubljani živimo brez ograj v glavah in ne živimo cvetograj na cestah. Za vas smo naredili 170 projektov, kjer lahko vidite novih ulicah, novih drevesih, novih šolah in vrtcih. Predvsem tudi tisto, kar se ne vidi, izgradnja kanalizacije in trdim, da bomo projekt prenove kanalizacije dokončali tako, kot je po planu. V letu, ki prihaja, vam želim veliko zdravja, veliko sodelovanja, veliko solidarnosti in veliko ponosa. Bodimo ponosni na najboljšo zeleno prestolnico Evrope, bodimo ponosni na našo zgodovino, na Ljubljano, mesto heroj. Ostanimo svobodni in to našo svobodo ne damo nikomur. Nihče ne more vzeti, kajti kadar skupaj stopimo, smo najmočnejši. Drugo leto so številne volitve, ampak predvsem so pomembne volitve aprila meseca za državni zbor in sam se bom teh udeležil, vas pa vabim, da gremo in da izvolimo tiste, ki bodo Sloveniji vrnili mir, brez sovražnega govora, sodelovanje, solidarnost in pa gospodarsko uspešno državo. Srečno, najlepše mesto na svetu, srečno, draga Slovenija.